Navedeno je tudi, da je Boga potrebno ljubiti z vsem mišljenjem. Mišljenje se seveda nanaša na naše intelektualne razumske zmožnosti, na razumevanje, na uvid, na logično zaključevanje. V novozavezni grščini se mišljenje kot tako nanaša tudi na govorne zmožnosti, torej na zmožnost govora, pripovedovanja, saj vemo, da so tako Grki razumeli govor, tudi ko so ga upodabljali v svojih dramah. Za Grke je bilo namreč značilno, da so mišljenje povezovali z govorom, ki se je izvajal v dramskih delih. Torej, ljubiti Boga z vsem mišljenjem pomeni, da zmorem na glas o tem tudi govoriti, to tudi priznati, torej povedati, kaj mi odnos z Bogom pomeni. To pomeni, da ljubim Boga ni zgolj in samo slepo sledenje, pač pa vključuje tudi racionalne in razumske odločitve.